V prvem letu izvajanja projekta so vzpostavili središča, kjer se po zaključku pouka mladi lahko družijo, delajo naloge in sodelujejo na delavnicah. Razvijamo različne aktivnosti, od individualnega dela z njimi, to pomeni, da otroke dlje časa spremljamo in pomagamo se vključevati, se z njimi pogovarjamo, potem gremo na kakšne izlete z njimi in tako dalje, do tega, da razvijamo ulično delo z mladimi. V ta namen so opremili kombi kot mladinski center na kolesih, s katerim gredo na teren med mlade. Poimenovali so ga Srečko, z njim pa se bodo na vsaj 100 intervencij odpravili izven občinskih središč. V prvem letu izvajanja projekta so sicer z odzivom mladih zadovoljni. Lahko recimo povem, da je v individualno delo vključenih več kot 40 mladostnikov, se pravi, da mladinski delavci individualno delajo z njimi. V preventivnih središčih smo pa do konca marca že zabeležili več kot 2000 obiskov v vseh 3 preventivnih središčih. Bolj poglobljeno smo v Sevnici spremljali v preteklem letu 23 mladih in z njimi opravili več kot 100 srečanj. Potem v ulično delo pa se je vključevalo 80 otrok in mladih, opravili smo pa 15 dogodkov. V Sevnici beležijo tudi soliden odziv staršev, s katerimi so imeli 30 ur brezplačnih svetovalnih ur. Za uspeh tovrstnih projektov, kot je Rastišče sreče, so sicer zelo pomembni prostovoljci, zato v Mladinskem centru Krško želijo v svoje vrste sprejeti nove prostovoljske moči.